vsi narodi, ki krepeni dočakar dan, da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da roja kroz bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Da roja kroz bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Mirno. Lep pozdrav vsem zbranim ob tem lepem prazniku, tem dvigu zastave, ki nas povezuje, nas združuje, nam daje našo samozavest in bomo skupaj hkrati molili in združili dobre misli in želje za to našo domovino, to našo državo, za naš rod, pa vse tudi mlajše, ki vstopajo v to domovino, da bi jo začutili in da bi imeli blagoslova, kot smo ga bili deležni tudi mi sami. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas od zlega. Molimo, vsemogočni večni Bog, vse, kar si ustvaril, je dobro in nič ni nevrednega, če hvaležno sprejemamo kot dar tvoje dobrote. Po tvoji besedi in naši molitvi se vse posveti, zato se ti zahvaljujemo za tvojo pomoč in dobroto. Prosimo te, blagoslovi to zastavo, da bodo vsi, ki nas bo povezovala, jo videli po tvoji volji, rasli v veri, doživljali tvojo pomoč in živeli varno po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani, kratko preden se nekoliko srečamo z blagoslovom teh vencev, ki ste jih Janezovih, ki ste jih tako lepo pripravili,
Najprej iskreno voščilo in veselje ob tem prazniku, da smo lahko z različnih rodov Dornberka zbrani skupaj. Tako simbolno nakažemo v bistvu to poslanstvo vseh nas, namreč biti gradniki te vasi oziroma teh vasi. Gospod Bog, ti si vir nebeške in zemeljske lepote. Neizmerno ljubiš vse, kar si ustvaril. Svetega Janeza Krstnika si obdaril s posebnimi milostmi, da je bil na začetku odrešenja navzoč pri tebi. Zato te po njem prosimo, blagoslovi to cvetje, lepota cvetja naj nas razveseljuje in vabi, da bomo z Janezom, svetim Janezom, angeli in svetniki hvalili tebe in te slavili po Kristusu našem Gospodu. Spoštovane Slovenke, dragi Slovenci in vsi prisotni. Zbrali smo se na predvečer praznika Dneva državnosti, praznika naše domovine, naše Slovenije. Dom in domovina sta dve besedi, ki nocoj odzvanjata v srcu. In v tem kratkem uvodu bi želela te dve besedi nasloviti, predvsem za tiste, ki smo starši, ki vzgajamo naše otroke in tiste, ki tudi z mladino sodelujete. Najprej beseda dom. En dan bo vaš otrok nekomu, ki ga ne boste poznali, govoril zgodbo o svojem otroštvu. Sedel bo za mizo nasproti ljudem, ki ga bodo poznali samo kot odraslo osebo. In razlagal bo zgodbo o tem, kako je bilo odraščati v vašem domu. Povedal bo tisto, kar se mu je zapisalo globoko. Mogoče bo govoril o občutku, ko je stopil skozi domača vrata. O tem, ali je bil dom hladen ali topel. Ali je bil poln veselja ali napetosti. Ali se je v njem počutil varnega, sprejetega, ali pa je imel občutek, da ni viden in slišan. Ne moremo izbrati zgodbe, ki jo bo naš otrok nekoč pripovedoval. Tudi je ne bomo mogli popraviti, niti dodati manjkajočih delov, niti izbrisati tistih, ki bolijo. Imejmo to v mislih, da to zgodbo pišemo zdaj.
Pišemo jo čisto v navadnih večerjah, v običajnih sredinih popoldnevih, v drobnih trenutkih, ki se ne zdijo pomembni, v načinu, kako ga pogledamo, ko pride domov, v tonu, s katerim ga pozdravimo. V tem, ali odložimo telefon, ko se z nami pogovarja, v tem, ali smo zares tam doma. Dolgo potem bo zgodba o domu še vedno živela v njem. Zato razmislimo, kaj bo našemu otroku nekoč ostalo domače. Druga beseda je domovina. Slovenci smo delaven, vztrajen in pošten narod. Znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno, ter si pomagati v težkih časih. Ponosni smo na svoj jezik, kulturo in bogato zgodovino. Odlikujejo nas marljivost, odgovornost in spoštovanje do dela. Radi imamo svojo domovino, njeno naravo, gore, reke in rodovitno zemljo. Cenimo družino, tradicijo in medsebojno povezanost. Slovenci smo ustvarjalni, iznajdljivi in uspešni na številnih področjih, v znanosti, športu, kulturi in gospodarstvu. Čeprav smo majhen narod, smo večkrat dokazali, kako lahko z znanjem, pogumom in složnostjo dosežemo velike stvari. Naša moč je v srčnosti, skromnosti in pripravljenosti pomagati bližnjemu. Prav te vrednote so temelj naše skupnosti in naše države. In se zopet vprašamo, me tako vidijo moji otroci? Kdaj sem nazadnje pomagala sosedu, obiskala nekoga, za kogar sem slišala, da je v težavah, med delom pela slovenske pesmi, otrokom pripovedovala zgodbe svojega otroštva, obiskala predavanje, muzej, kulturno prireditev, katero izmed naših številnih naravnih lepot, se veselila s krajani uspeha našega športnika, pripovedovala svojim otrokom o številnih dosežkih naših domačinov. Prav je, da si zastavljamo ta vprašanja in da se trudimo po svojih najboljših močeh. Otroci nas opazujejo, poslušajo in posnemajo. In odličen zgled dobrega sodelovanja bo naslednji nastop Pihen pleh benda z vodjo Andrejo Skomina. Kaj bojo nam pa zaigrali, bojo pa sami povedali. Zaigrali vam bomo skladbo We are the world. Res je tuja, a njeno sporočilo ne pozna meja. Govori o slogi, povezovanju in zaupanju, vrednotah, na katerih je zrasla naša država. Mi, otroci, smo prihodnost naše domovine in tega sveta. Z roko v roki lahko zgradimo lepši jutri. Pihen pleh bend.
Predstavljajmo si Dornberk čez 100 let. Vse, kar je dobrega, sejemo, obdelujemo in plevemo, bo obrodilo sadove. Zdaj nam bo trio kitar iz Dornberka, skladbo Imagine, predstavljamo si, zaigral in potem po tej skladbi pa še nekaj, kar se nam pa ni treba samo predstavljati, ampak lahko tukaj občudujemo, še Lipa zelenela je. Trio kitar iz Dornberka.
Ko gledamo to glasbeno mladino, se nam res ni treba bati za našo prihodnost. Še en aplavz za vse naše glasbenike. Naša vaščanka Danijela Klinec pa svoja občutja in ljubezni zliva v verze. Danes jih je posvetila domovini s pesmijo Pomlad v moji vasi. Danijela Klinec. Pomlad v moji vasi. Ščebečejo v krošnjah ptice, spet si gnezda spletajo. Vrnile so se lastovice v rodno grudo ljubljeno. Premili zvoki domovine segajo do dna srca, poganjajo spet korenine, novo brst vse do neba. Preljuba ti slovenska zemlja, polna solz si in gorja. Svoboden, blag pomladni vetrič, v krošnjah lip naj se igra. V večernem mraku mladi fantje, kot nekoč gredo na vas. Poslušam njih prelepo petje, čriček spremlja jih ves čas. Ta pesem vzdrami mi spomine, spomine na nekdanji čas. Od tu so moje korenine, moje srce in moja vas. Hvala, Danijela. Nocojšnji osrednji gost je dr. Žiga Turk, profesor, raziskovalec, kolumnist in javni komentator družbenih, tehnoloških in političnih vprašanj. Svojo jasno besedo nam je lahko svetel zgled. Dobrodošli med nami, gospod Žiga. A ste prvič v Dornberku? Prvič, Dobrodošli. žal. Sreča, da ste. Ja, škoda, da nisem bil kdaj prej. Izvolite, boste pa še kdaj prišel. Verjamem. Beseda je vaša, izvolite. Torej, najprej lep dober večer. Lepa hvala, Tomi, da si me povabil, da imam možnost predvečer Dneva državnosti oziroma proslavo za dan državnosti doživeti na en tak pristen način, kot je lahko samo v eni slovenski vasi med ljudmi, ki grejo od maše, ki se potem zberejo pod lipo, poslušajo, ne vem, učiteljico, svoje otroke, pojejo oziroma igrajo. Taki bi prazniki morali biti, zato praznike pravzaprav imamo. Mečkam sem si napisal, bom pa stal tako, da mogoče vseeno ne bo predolgo. Prazniki, jaz sem eno knjigo napisal in sem nekoliko premišljeval o tem, niso kar tako, ne? Nimamo jih zato, da si mečkano spočijemo, da gremo na kakšen izlet, da jih povežemo v kakšne počitnice. Včasih so ljudje morali trdo delati, ne? In je bilo treba najti zelo, zelo dober izgovor, da so si lahko vzeli prosto, da je lahko nastal nek praznik. In vloga praznikov ves čas je bila, da gradijo mostove med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. In tako kot je rekel Roger Scruton, tudi naša naloga, vseh nas tukaj, je, da smo most med tistimi, ki so že bili in jih ima vsak nekaj na pokopališču, ne? In med tistimi, ki šele bodo, oziroma ki so mladi in ki jih vzgajamo. In prazniki so steber
teh mostov, tega mostu iz preteklosti preko sedanjost v prihodnost. Vsi prazniki utrjujejo nekaj skupnega, noben od praznikov ni družinski. Družinski prazniki so rojstni dnevi, godovi in tako naprej. Smisel praznikov je, da imamo nekaj skupnega, da se skupaj nečesa spomnimo. Imamo jih zato, da bi oblikovali neko skupnost, ki bo složna, ki bo povezana, zato ker samo take skupnosti preživijo. In jutrišnji praznik je še posebej tak. Jaz ne bom nikoli pozabil tistega 25. junija 1991. Zvečer sem bil na Trgu Republike v Ljubljani, v bistvu smo šli gledati že generalko prejšnji večer, ne? In ko smo šli nazaj iz te generalke, stali smo na križišču tamle pri Delavskem domu v avtu in so neki migi oziroma neka jugoslovanska letala so nas že poskušala majčkeno zastrašiti, kaj bo, ne, in smo se vsi usedali na hupe, ne, da smo preglasili tisto in smo preglasili potem tudi kasneje v vojni. Tisti večer je bil tudi en tak večer, ki ga nikoli ne bom pozabil. Nekaj med vami je takih, ki ste to doživeli, mogoče je bil kdo takrat tudi v Ljubljani, mogoče ste imeli tukaj kakšen dogodek, kakšni to gledate po televiziji. Zdvignili so zastavo na Trgu Republike, Milan Kučan je povedal tiste znane besede, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, in tisti večer smo res živeli sanje. Potem smo se razlili po ulicah, jaz se spomnim, tam smo hodili po, kaj je bila, Roža, Mačka po mestu, ne, vse okrog. Od povsod smo imeli kakšen kozarc, vsak je imel kaj v roki, znanci, neznanci, smo si nazdravljali, smo se objemali. Do takrat smo nekako slutili, da sodimo skupaj, ampak tisti večer smo se dejansko počutili kot bratje, vsi smo bili v nekaj povezani, ne? In tisto tisočletno hrepenjenje, o katerem se govori v govorih in piše v prostih spisih in tako naprej, tisto hrepenjenje je dobilo ime, je dobilo zastavo, je dobilo meje. Potem je prišel nov dan, tako kot je rekel predsednik, začetek vojne za Slovenijo. Če bi tisto vojno izgubili, bi bile tiste Kučanove besede, jutri bo nov dan, še bolj preroške, ampak smo, kot veste, zmagali z eno kombinacijo vojaške odločnosti in diplomatske spretnosti. Zdaj ne bom obnavljal zgodovine, kronike so potrebne, ampak niso dovolj. Tisto, kar se mi zdi pomembno, ne, ob takih praznikih ne ponavljati, kaj se je zgodilo, ne, ampak zakaj se je tistega, kar se je zgodilo, vredno spominjati. Ne. In kratek odgovor je, zato ker smo tisti večer postavljali neke stebre te naše skupnosti, tistega našega mostu iz preteklosti preko sedanjosti v prihodnost. Zdaj, prošen sem bil, ne, da imam govor, ne, govor bi bil 10-15 minut, ampak da imam predavanje, ne, 45 minut je bilo rečeno, jaz upam, da bom krajši, tako da ne začeti odhajati, ne, ampak ne razumeti tega kot govor, ker boste šli potem vsi navdušeni domov, ampak bo nekoliko bolj analitično mogoče vse skupaj. Ne? Zakaj gre pri skupnostih? Kaj je pravzaprav komplicirano v človeških skupnostih narediti? Ne? Komplicirano je uravnotežiti svobodo na eni strani, pa pripadnost na drugi. To sta dve najstarejši težnji vsakega človeka. Vsak si želi biti svoboden, hkrati pa želi nekam pripadati. In zgodovina človeštva, zgodovina vseh skupnosti je napetost, reševanje napetosti med tem dvojim, in nacionalna država je za nek narod do zdaj najboljša rešitev tega, kako biti nekako za silo oziroma kolikor toliko svoboden, pa hkrati v nekaj povezan. To ni dokončna rešitev, ni popolna rešitev, ampak boljše rešitve še nikoli nismo imeli. Znotraj države, znotraj Slovenije smo svobodni in smo pripadni. Znotraj nje med seboj podjetniki, športniki in tako naprej tekmujemo, ne? Ampak ne na smrt, ampak znotraj te države si tudi pomagamo, ker smo si med seboj
vendarle dolžni neke solidarnosti, smo si med seboj dolžni več solidarnosti, več pomoči, kot smo jo dolžni tujcem. Slovencev nas je premalo, da bi rešili v svet, in nas je pa ravno prav, da drug drugemu pomagamo. Ne? Tako bi moralo biti, ampak delamo, ne? Še vedno delamo na tem. 25. junija 1991 smo se osamosvojili, to je uspelo, smo svobodni, ne komandirajo nas več ne iz Dunaja, ne iz Rima, ne iz Beograda. Mogoče je svobode še preveč, ker se osvobojamo tudi od spon, pravil, navad, običajev, vrednot naših prednikov, ampak to je druga tema. Ne? To je tema, da bi bili radi svobodni tudi od drugih ljudi. Ne? Ampak tisto, kar me zanima, je, kako je pa s pripadnostjo, ne? Kako je s skupnostjo, ki naj bi vzpostavili, kako naj bi ta slovenska skupnost delovala. Ne? In tukaj bi mogoče premislili, kje smo in kaj nam še v zvezi z gradnjo te skupnosti ostane. Naslovno se bom mečkal na neke teorije, ki obstajajo, ki so poznane o tem, kako skupnost nastaja. In te teorije niso rezultat nekih učenih znanstvenikov iz nekih kabinetov, ampak so zapisane v isti knjigi, iz katere ste danes pri maši slišali 3 berila verjetno, ne? 2 stara zaveza, pa 1 iz nove zaveze, iz Svetega pisma. Včasih se sliši, ne, da je Sveto pismo, to je takole nekaj za prmaš, ne, za nekako to verski del človeškega bivanja. Ampak dejansko nam lahko Sveto pismo pove tudi zelo veliko o tem, kako narediti državo, kako deluje politika, kako živimo skupaj, kako gradimo pripadnost. Najstarejša knjiga, ki smo jo vsi brali, ki je bila včasih, ki je bila dolgo časa edina knjiga, ki so jo ljudje brali, in kjer je zapisan priročnik pravzaprav, kako narediš državo, kako narediš skupnost, kako narediš skupnost, ki funkcionira. Saj sem dostikrat listal Sveto pismo, ga bral, poslušal pri maši. Ne? Na koncu sem pa v eni knjigi napisal Leon Kass, ni duhovnik, je zdravnik in filozof, ne? Ki je študiral Exodus, ne? Se pravi tisto poglavje Svetega pisma, in je ugotovil, oziroma pravi, da je to najstarejše besedilo politične teorije, kar jih poznamo, starejše od Rousseauja, Locka, vseh mogočih razsvetljencev, da ne govorimo o modernistih in postmodernistih. Ne? Exodus ne pripoveduje samo o izhodu iz Egipta, pripoveduje o tem, kako narod pride do lastne države. In v tisti zgodbi o Exodusu, o tem, kako so Judje prišli do svoje države, lahko najdemo pravzaprav recept, ali pa lahko najdemo pot, ali pa lahko preslikamo dogodke iz slovenske zgodovine v pravzaprav enake korake. Exodus skratka ne pripoveduje samo o izhodu iz Egipta, ampak o tem, kako nastane država in kakšne temelje ta država ima. 3 temelje ima vsaka država, 3 temelje ima vsaka skupnost. Prvi temelj je skupna zgodba, skupno hrepenenje, skupna zgodovina, skupen spomin na to, odkot smo prišli in kaj smo preživeli. Za Izraelce je ta skupna zgodba Egipt, suženjstvo, zadnja večerja pred odhodom iz Egipta, paša, ko so označili podboje, ko so jedli skupaj pastirji, poljedelci, meso, nekvašen kruh pred skupno potjo. In vsako leto Judje obnavljajo spomin na tisto noč, ne zato, ker bi radi živeli v preteklosti, ampak zato, ker brez tega spomina, brez skupnih zgodb ne veš, kdo si. Narodi, ki pozabijo, odkot so prišli, se izgubijo. Drug temelj vsake skupnosti so skupni zakoni, so skupne vrednote, pravila, ki veljajo za vse enako, za bogate in za revne, za domačine in za tujce. Na Sinaju so Izraelci dobili 10 pravil, 10 zapovedi. Bog jih ni namenil samo njim, namenil jih je vsemu človeštvu, bila so revolucionarna za tisti čas, predstavljala so enakost pred zakonom,
nam se zdi to danes samoumevno, radi bi nas učili, da se je to zgodilo leta 1789 v Parizu. Ne, to je dosti starejše, to je vse v Svetem pismu zapisano. Brez skupnih vrednot vsaka skupnost razpade. Če ni skupnih vrednot, si vsak naredi svoja pravila, velja pravica močnejšega. Tretji temelj vsake skupnosti je pa neko sveto središče. Ne? Nekaj svetega, nekaj nedotakljivega, nekaj, kar skupnost drži skupaj, česar se ne da preglasovati. Otipljiva manifestacija tega svetega za Izraelce je bila tista skrinja zaveze, ki so jo tovorili vse povsod. Potem so postavili tempelj v Jeruzalemu. Ne. Američani, mimogrede, ki so tudi morali vzpostaviti skupnost, narod, precej umetno, ne, so naredili vidne znake te svoje skupnosti iz papirja, deklaracije o neodvisnosti, listine o pravicah, stavba vrhovnega sodišča, stavba Kapitola, zastava in tako naprej. Ampak tukaj ne gre za fetiše, ne? Tukaj gre za vsebino, za pravila, za vrednote, ki so sveta. To je bistveno. Ne? Sveto središče, nekaj svetega, česar človek ne sme in ne more spreminjati. Ali pa spreminja zelo, zelo, zelo pazljivo. In trdnost temu svetemu seveda da samo vera v to, da obstaja nekaj večjega od nas. Da obstaja nekdo pametnejši, boljši, večji, ne? Da nismo mi ali pa neka skupina politikov ali pa neka strokovna skupina pojedli vsega znanja tega sveta, ampak da je nekaj, kar nas prizemlji, nekaj, kar nam pove, da smo vendarle majhni v primerjavi z celotnim stvarstvom. Smo pa s tem, z Bogom, sklenili neko zavezo. Skratka, trije temelji, skupne zgodbe, skupni zakoni in pravila, vrednote in skupna vera. To so tisti tri, rekel, stebri, na katerih počivajo skupnosti in o katerih beremo v Eksodusu, kako so si jih Judje pravzaprav postavili. Brez prvega, brez skupne zgodovine, brez skupnih izkušenj, brez tisočletnega hrepenenja, ne vemo, od kod prihajamo. Brez skupnih vrednot ne vemo, kako živeti danes in zdaj skupaj. In brez skupne vere ne vemo, kam gremo. Brez skupne vere ne vemo, kam gremo. In Slovenija je prehodila isto pot kot Izraelci. Ne? Egiptovsko suženjstvo smo Slovenci oddelali v glavnem v Avstro-Ogrski, nekaj v stari Jugoslaviji, nekaj v socialistični Jugoslaviji, vi tule v Italiji, tudi v fašistični Italiji. Ne? Vaši predniki so preživeli fašizem, ki je preganjal slovenščino, spreminjal imena, priimke. Ne. Preživeti je bilo treba vojno, kjer je bila lahko odločitev v to ali pa v ono smer življenjsko nevarna. In potem, ko se je vojna končala, je na eni strani so ostali ljudje, na drugi strani so ostali ljudje. Nekateri so ostali tukaj, nekateri so pobegnili, nekateri naši rojaki so ostali na drugi strani meje. Kar nekaj Italijanov je šlo na drugo stran meje. Ne. V Svetem pismu je en stavek prav, ne, in v Egiptu so postali velik narod. Ne. In Slovenci smo tudi, ne, v Avstro-Ogrski, v Kraljevini, v socialistični Jugoslaviji smo se krepili, smo postali vedno močnejši, ne, da smo potem lahko naredili naslednji korak. Ne. Da smo se potem odločili, mi gremo pa ven. In smo seveda z veliko večino na plebiscitu izglasovali, da gremo na svoje. Zanimivo je to, ne, da v bistvu
tisto, kar mi praznujemo okrog Božiča, torej dan samostojnosti, enotnosti, referendum, je nekaj tazga, kot je Pašha v judovskem koledarju. Okrog velike noči, oziroma dobro zdaj malo kasneje, se nam zgodi pa naslednji korak, prehod čez Rdeče morje. Vemo, kaj se je dogajalo, potem, ko smo dvignili zastavo, razglasili neodvisnost, imeli smo 10-dnevno vojno, potem smo imeli 3 mesece moratorija oziroma izpogajanega nekega miru z jugoslovansko armado. V primerjavi z težavami, pa to je premila beseda, z vojno, z prelitjem krvi, ki se je zgodilo na Hrvaškem, ki se je zgodilo v Bosni, lahko mi tudi Slovenci rečemo, ko smo šli mi čez Rdeče morje, ko smo šli mi ven, vse smo imeli malo mokre noge in tako naprej, ampak v nekem trenutku se nam je morje razprlo in smo šli čez, nam je bilo, se nam je zgodil, temu Lojze Peterle pravi, nasmeh zgodovine. Lahko bi pa rekli, morje se nam je razprlo, tako kot Izraelcem, ki so šli čez Rdeče morje. In ta del, ta spomin, je tudi del tega temelja, teh skupnih zgodb, ki nas držijo skupaj. Prišli smo čez Rdeče morje, Egipta ni več, zdaj gre za Slovenijo, kot je rekel Jože Pučnik. Kaj so potem Izraelci naredili? Oni so tavali po puščavi. Koliko 40 let ali dolgo je trajalo. Mi smo dobili zakone, dobili smo ustavo, dobili smo vse formalne inštitucije, ki jih mora neka demokracija imeti, če drugega ne zato, da smo se lahko včlanili v Evropsko unijo. Ampak se je izkazalo podobno kot Judom, da je bilo lažje spraviti Jude, Izraelce iz Egipta, kot je bilo spraviti Egipt iz Judov. Veste, kaj se je tam dogajalo z zlatimi teleti in tako naprej. Drago Jančar je leta 1995 napisal en esej Egiptovski lonci mesa, kjer je govoril o tej nostalgiji za Jugoslavijo, kjer je govoril o tem, kako imajo nekateri neko cinično distanco do slovenstva, osamosvojitve in tako naprej. Ampak se bojim, da je za tem še nekaj hujšega. Torej, tisto, kar je Drago Jančar pisal leta 1995 o egiptovskih loncih mesa, po katerem se je kolcalo Izraelcem, ko so tam tavali po Sinaju in so morda dobili mano, ptiče in tam neko vodo so slučajno našli. Ne vem, koliko je to boljše, koliko je to drugačno danes. Ampak je pa šele 30 let, je pa šele 35 let, tako da imamo še nekaj časa. Ampak skratka, gre več kot za cinično distanco, gre za nekaj hujšega, gre za to, da verjetno nekdo ne razume čisto dobro odnosa med svobodo in pripadnostjo, da obstaja nekaj, kar ruši te 3 stebre, na katerih počiva vsaka skupnost, torej skupna zgodovina, skupne vrednote in skupno sveto. Skratka, Jančar govori o cinični distanci, kar je nekaj, kar je mogoče popraviti, nekaj, kar je mogoče, upaš, se to pa ne bo dolgo trajalo. En novinar, David Goodhart, mu je ime, je pa opazil, da je ena globja delitev med ljudmi. Ne da bogate in revne, pa na, ne vem, izobražene, manj izobražene, ampak da enostavno v vseh narodih, pri vseh ljudeh obstajata 2 skupini. Eni, ki so od nekod, in drugi, ki so od kjerkoli. V angleščini pravi somewheres, pravi tisti, ki so somewhere, pa anywheres, pa vseeno odkot smo. In tisti somewhere so navezani na kraj, na skupnost, na tradicijo. Vedo, odkot so. In to jim daje korenine, to jim daje odgovornost. Anywheres so pa doma povsod in nikjer.
mobilni, kozmopolitski, identificirajo se z idejami, vrednotami, ki so nad mejami, ki so nad nacionalno pripadnostjo in tako naprej. Če parafraziram Slavoja Žižka, 3 minute dobrega filma na Netflixu so jim pomenijo več kot usoda Slovenije. Ena francoska avtorica, Chantal del Sol, pri Družini je išla njena knjiga, podobno deli ljudi. Pravi, se delijo na tiste, ki imajo korenine, pa na tiste, ki nimajo korenin. In tle je že treba reči, slovensko osamosvojitev so potiskali naprej, so izpeljali ljudje, ki imajo korenine, ki imajo dom, ki so od nekod. Ne tisti, ki so od povsod. Teritorialci, tudi gasilci, prostovoljci, vaščani, ki so vedeli, da se borijo za svojo vas. Ljudje, ki jim je bilo jasno, kaj se bo zgodilo, če ne uspejo. Elita, anywheres, tistim, ki jim je pravzaprav vseeno, ki jim je 3 minute dobrega filma pomeni več kot Slovenija, so imeli pa zadržke, komunisti so do zadnjega računali, da bi se dalo Jugoslavijo pokrpati. Predsedstvo Slovenije z izjemo Ivana Omana se je podpisalo pod deklaracijo za razorožitev spomladi, se pravi v času med plebiscitom in med vojno. Spomnim se enega naslova v delu, mislim, ali bila pa karikatura iz te pomladi 91, ki je bila nekako tako, da se dva menta, kdo bo pa zdaj preklical osamosvojitev. Tam smo nekaj izglasovali, ampak ne bo nič iz tega. Skratka, osamosvojitve niso izpeljali tiste, ki so se imeli za naprednejše, sodobnejše, moralno superiorne, ki bi brisali meje, zgodovino, identiteto. Izpeljali so jo tisti, ki so vedeli, da meje pomenijo, da nekam spadaš, da si nekomu dolžan neko solidarnost, da imaš domovino, ne samo naslova, kamor prejemaš pošto. V bistvu bi lahko rekli, da so osamosvojitev izpeljali nacionalisti. Zdaj, ko rečem tole, pa ko rečem na Primorskem, pa ko imate to izkušnjo z fašistično Italijo, marsikdo še v spominu, je zelo težko reči, nacionalizem pa mogoče ni slab. Ampak to samo zato, ker so tisti anywheres, tisti, ki so od povsod, pripeli na ta nacionalizem nekaj, kar pravzaprav ni. Joran Hazony, en judovski intelektualec, je napisal knjigo Vrline nacionalizma, poskuša nacionalizem rehabilitirati. In pravi, nacionalizem pomeni, da imaš svojo domovino, svoj jezik, svojo vero, rajši kot druge. Da se ti zdijo boljše, da se ti zdijo vredne, da se ohranja. Nacionalizem ni, da se imaš za boljšega od drugih ljudi. Pred Bogom smo vsi enaki. Vsi smo ustvarjeni po Božji podobi. Tisto je rasizem, tisto je šovinizem, tisto ni nacionalizem. Nacionalizem tudi ni, da si želiš podjarmiti druge narode. Mussolini je želel obnavljati rimski, kaj? Imperij. To je imperializem, to ni nacionalizem. Nacionalizem je, kot tudi nekje piše v Svetem pismu, da sprejmeš tujca, mu pomagaš, da zanj veljajo enaki zakoni kot zate, ampak paziš, da se ti tujec v tvoji deželi preveč ne namnoži in njegovi bogovi, njegovo sveto ne izpodrine tvojega. Skratka, bodi prijatelj s sosedi, ampak začrtaj mejo, da se ve, kje si doma in kje je tvoj sosed. Prešeren, oziroma, če bi bila zapoved, to bi pisalo, ne želi si svojega bližnjega zemlje. Ta koncept, to je koncept mednarodnih odnosov, ki je v Svetem pismu zapisan. Prešeren je tudi to vedel. Ne vrag le sosed bo mejak. To implicira, da obstaja neka meja, da je nekdo na drugi strani, ampak ni vrag, si z njim v, dobrih odnosih, ampak tukaj si pa ti doma, tukaj si pa ti gospodar, tukaj so pa stvari po tvoje urejene.
Če govorimo zdaj o ljudeh, ki imajo korenine, pa ki jih nimajo, ki so od nekod, pa ki niso od nikoder, ki so somewheres pa anywheres, jaz mislim, da vsi tukaj le mi, ki smo se zbrali, smo somewheres. Jaz sem sicer iz Ljubljane, vi ste iz Dornberka, ampak vemo, odkot smo, vemo, kje smo doma. Gremo včasih kam po Sloveniji pogledati, odkot je pa prišel stari oče, odkot je pa stara mama, po očetovi strani, pa po mamini strani in tako naprej. Imamo te korenine. In zato so tudi te proslave drugačne. Takole v vasi pred cerkvijo pod Lipo. V Ljubljani verjetno današnja proslava si bo vredno gledati posnetek, ker bo vseeno drugačna, ker jo delajo somewheres, ker jo delajo tisti, ki so od nekod. Ampak praviloma so pa te proslave narejene za televizijo, narejene so za tisto elito, ki se tam zbere, narejene so za ljudi, ki gledajo potem te proslave po televiziji, pove se tam nek govor, ki ga nihče ne gleda do konca. Narejene so za tiste anywheres, ki jim je slovenstvo neka abstraktna kategorija. Ta proslava tukaj je pa pristna, tle ste pa prišli zato, ker bi protokol tako zahteval, ne ker bi dobili vabilo, ne ker bi se spodobilo, da pridete, ampak ker ste tukaj doma. Somewhere, tlele. In takega praznika ni na televiziji in zato sem res vesel, da sem tukaj. Ampak tisti, ki smo od nekod, tudi nosimo odgovornost. Ker jo tisti, ki niso od nikoder, ne morejo nositi. Ker jo nimajo na kaj opreti, ker nimajo odkot črpati, ker so brez korenin. Tako da praznik vedno naredijo tisti, ki so od nekod, ki so somewheres. Praznuje se vedno doma, ne praznuje se na morju, ne praznuje se na počitnicah in praznikov se ne praznuje sam, ampak se jih praznuje v družbi. Verjetno bi bilo prav, da se vseeno ozremo še na to, kako oziroma kakšno je pa stanje v Sloveniji glede tistih 3 stebrov, ki se vlečejo tlele skozi to predavanje, res zgodovina, vrednote, sveto. Skupna zgodba Slovencev. Seveda imamo tisočletne sanje, referendum, 10-dnevna vojna. Ampak zgodba o izhodu iz Egipta, o izhodu iz suženjstva, terja tudi to, da vemo, kaj je bilo suženjstvo in kaj ne. Izraelci po odhodu iz Egipta niso postavili faraonovega kipa v Jeruzalemu na glavni trg. Niso iz Egipta nosili egipčanskih spomenikov. Mi pa, dobro, nismo šli iz Egipta, smo tukaj ostali, ampak je vse ostalo tam, kjer je. Devetkrat bo. Skratka, Judje niso iz Egipta prinesli nobenih spomenikov, mi pa smo jih. Zlata teleta imamo še kar iz prejšnje države, niso zlata, ampak bronasta, ampak stojijo. Noben kolaborant z Egipčani ni izgubil položaja, denarja, vpliva, ugleda. V 90-ih so se malo potuhnili, potem pa začeli spet dvigati glavo. V skupni zgodbi imamo pravzaprav en problem. To je čas med drugo svetovno vojno. Razmere so bile povsem različne in zato je tudi težko najti neko skupno zgodbo in neko skupno razumevanje v Sloveniji, ampak so bile čisto različne na Primorskem, v Ljubljanski pokrajini, v Nemškem rajhu oziroma tam, kjer je tistih pokrajinah, ki jih je priključila Nemčija. Ampak vendarle tukaj so bili neki koraki narejeni, ki bi to skupno zgodbo lahko zaprli, ki bi jo naredili za skupno. Sazo je pred par leti sprejel izjavo, ki pravi nekako tako: upor proti okupatorju dober, socialistična, komunistična revolucija slaba, upor proti revoluciji dober, sodelovanje z okupatorjem slabo.
In dejstvo je, da ni bilo vse na partizanski strani prav in ni bilo dosti na protipartizanski strani narejeno iz ljubezni do okupatorja. Ni bilo dosti narejeno iz ljubezni do okupatorja. Ta del zgodovine visi nad nami, nimamo skupne zgodbe, ampak imamo med leti 1941 do 1989 dve zgodbi. In nam ne uspe iz teh dveh zgodb narediti eno, o katerih bi se lahko približno strinjali. Kar se skupnih vrednot tiče, ne, Izraelci so tavali po puščavi, mi pa tavamo, bom rekel, po tejle naši miselni puščavi tukajle v Sloveniji. V glavah ljudi, v glavah učiteljev, v glavah novinarjev, v glavah sodnikov je marsikaj ostalo po starem. Imamo praznike, ki naj bi nas spomnili na vrednote. Mimogrede, ne, v tisti moji knjigi Prazniki, pri družini je šla. Ne. Govorim o slovenskih praznikih in tudi jih lahko slovenske praznike kategoriziramo v te tri skupine. Vsak praznik ima namen, da nas spomni na eno od teh treh kategorij oziroma eno od teh treh zadev. Ali nas spomni na zgodovino, ali nas spomni na vrednote, ali nas spomni na sveto. Tri vrste praznikov imamo in ko gre za praznike, ki nas spominjajo o vrednotah, imamo dve razumevanje vsakega od teh praznikov. Kulturni praznik. Eni menimo, da je to praznik, v katerem bi praznovali umetnost, nekaj, kar človeka dvigne, drugi bi praznovali nek aktivizem. 8. marec. Enakost ali enakopravnost. 1. maj. Delo ali lenoba. 31. oktober. Dan reformacije. Za ene je to spomin na slovensko besedo, za druge je priložnost, da povejo, kako so protestanti boljši od katolikov. 1. november. Za nekatere je to spomin na mrtve, za nas je to simbol upanja v večno življenje. In končno to sveto nedotakljivo središče. Ne? Priznanje, da je nekaj večjega od nas nekje. Tukaj se mi zdi, da smo najšibkejši, zato ker tega sploh ne smatramo, ne razumemo kot konstitutivni del družbe, naroda, države. Ne? Vera velja za zasebno zadevo, ne za nekaj, kar gradi skupnost. Verske praznike vsi po vrsti imenujejo, da so to družinski prazniki, bi jih zaprli v domove. Ne? Ampak tukaj vi veste, vi imate gotovo za veliko noč procesijo. Pa za, ne vem, a greste k polnočnici z baklami, tam so samotne hiše, kje pa se tako počasi ljudje proti kakšni cerkvici na hribu zbirajo. Je to drugače kot v vasi, ki je, kako bi rekel, strnjena skupaj. Ampak če bi vi vprašali, pa tukaj je tudi nekaj sivolasih gospodov in gospa, kako so včasih praznovali praznike, kako so včasih praznovali verske praznike. Ne? Vsak praznik je pripeljal ljudi skupaj, vsak praznik je bil javen praznik, je bil praznik cele skupnosti. Ne zaprt nekje v eni jedilnici, v neki dnevni sobi. Tradicionalno obhajanje verskih praznikov je bilo ves čas javno, skrivali smo jih je bilo treba včasih v času komunistične oblasti. Ne? In treba se je tega zavedati. Ne? Vera ima dve funkciji. Ena funkcija je, ja, vsak mu posebej od nas pomaga, kadar smo v težavah, pač imamo nekje nekoga, komur se lahko priporočimo, kamor se lahko obrnemo po pomoč. Ampak vera ima tudi družbeno funkcijo. Ne? Religije v vseh kulturah, v vseh civilizacijah, njihova funkcija je, da se tisto ljudstvo, tista kultura, tista civilizacija zaveda, nekaj večjega je od nas. Ne smemo mi kar po svoji pameti vsega po vrsti začeti spreminjati, popravljati, biti v narekovaju napredni. Napredno je ena taka beseda, ki jo zelo radi uporabljamo in zelo radi jo razumemo kot napredno, to je pa nekaj fajn. Imaš bolj napreden telefon kot prejšen, ja, to je tako. Ampak pri vprašanjih, kako organizirati družino, družbo, življenje, skupnost, državo,
vas in tako naprej. Pa za napredno rešitev vemo samo to, da je nepreizkušena. Tisto, kar pa vzdržujejo religije, kar vzdržujejo vere, je pa, da se tisto, kar se je v preteklosti obneslo, ponavlja, da se dela tako, kot se je delalo v preteklosti. Ker če smo mi prišli do sem, če smo tukaj, če smo zbrani, pravzaprav lepo oblečeni, siti, bomo šli v ohlajene ali pa v zakurjene, odvisno od letnega časa, hiše, pomeni, da so naši predniki delali nekaj prav, če smo mi prišli v situacijo, v kateri nam je pravzaprav razmeroma dobro v življenju. In je treba zato zelo paziti, da ne spreminjamo zadev. Da ne podiramo, kot je rekel Chesterton, da ne podiramo ograje, če ne vemo, zakaj je bila postavljena. In te ograje so recimo, kakšna pravila veljajo, kdo se s kom poroča in tako naprej, ampak ne bomo šli v to. Skratka, to sveto središče naroda je pomembno zato, da ta narod ne dela nekih eksperimentov in zato, da dela stvari tako, kot se je v preteklosti obneslo, da se jih dela. In ta dogovor pri nas ni sklenjen. Mi, kako bi rekel, vere, tega zavedanja, tega, da bi znali ceniti, kaj pravzaprav vera, krščanstvo je prinesla v našo družbo in da moramo temu dati javno pohvalo, ne dopustiti, da ljudje, kako bi rekel, v zasebnosti svojega doma to prakticirajo. To pri nas, do tega pri nas nismo prišli in se izgublja na celem Zahodu in so avtori, ki pravijo, kultura, civilizacija, ki nima, poudarjam, javne veroizpovedi, se pravi veroizpovedi, ki je bila javno priznana, ne zasebna in družinski praznik in tako naprej, ne zdržijo dolgo. Skratka, kje smo? 25. junija smo dobili, oziroma smo dobili svobodo tujega komandiranja, svobodo biti sam na svojem, to se je zgodilo, nepovratno, tega nam nihče ne more vzeti nazaj. Hkrati smo pa tisti večer stopili na pot, ki je daljša, pot gradnje neke skupnosti, ki bomo v polnem smislu pripadali. Smo svobodni, ampak nečemu moramo, želimo pripadati. Skupnost, ki ima svoje zgodbe, skupnost, ki ima svoje vrednote in zakone in skupnost, ki ima svoje nedotakljivo jedro. Skupnost, v kateri svoboda in pripadnost nista v napetosti, ampak se dopolnjujeta. Skupno zgodbo imamo, čeprav, kot smo rekli, med leti 41 in 89 se cepi v dve zgodbi, skupne vrednote, preveč jih ohranjamo iz Egipta, skupno sveto, preveč jih je, ki imajo neka zlata teleta, nekateri imamo pa nekaj boljšega. Ta pot ni dokončana, smer je prava. Skratka, praznik ni samo dela prost dan, tudi ni samo spomin na nekaj, kar se je zgodilo. Praznike praznujemo zato, ne praznujemo zato, da bi slavili preteklost, ampak da bi obnovili neko zavezo, da bi obnovili neka sporočila, zaradi katerih smo tukaj. Da bi obnovili sporočila, da smo mi tisti, ki smo šli iz Egipta, da smo mi tisti, ki smo projeli novo postavo, da smo mi tisti, ki imamo zavezo z Bogom in gremo naprej skupaj. Vsak dan državnosti je naš prehod čez Rdeče morje, je naša zahvala, da se nam je morje tako lepo razdelilo. In obnavljamo s tem zavezo, ki smo jo dali drug drugmu, da hočemo biti od nekod, da hočemo biti somewheres in da hočemo biti skupaj in da hočemo biti tukaj drug za drugega, da hočemo biti samostojni in da hočemo biti skupaj. In ko smo danes tukaj, pred to cerkvijo, pod lipo, pri zastavi, ne praznujemo samo tega, kar se je zgodilo pred 35 leti, obnavljamo zavezo, ki smo si jo dali
dograjujemo temelje, stebre, ki jih še nimamo, med seboj in upajmo z Bogom. Tukaj smo doma, sodimo skupaj, skrbimo drug za drugega. V tej državi smo lahko svobodni in samostojni, samo zato, ker imamo drug drugega. Svoboda brez pripadnosti je prazna. Imamo korenine, smo somewheres, ljudje s koreninami naredijo praznik, ljudje s koreninami naredijo narod. Zdaj, tole je bilo predavanje, sem pravzaprav bolj ali manj na koncu. Skliceval sem se na neke tuje avtorje, analiziral. Praznuje se ne samo z glavo. In tako, kot sem napisal v knjigi Prazniki, ne vem sicer, če imate vse to pripravljeno, ampak praznovati je treba bučno, praznovati je treba na glas, z zastavami, s petjem, z ognjemeti, s petardami. Praznovati je treba na glas, tako na glas, kot da bi bilo od tega odvisno, a bomo drugo leto še praznovali, ker temu so prazniki namenjeni. Da tisto, kar je bilo v preteklosti, prenesemo v prihodnost. Srečno Slovenija, Slovenci in Slovenke, srečen, ponosen dan državnosti in življenja. Iskrena hvala, dr. Žiga Turk, za vaše besede. Smo se pripravili, malih vse, a nismo pripravili, no? Petard, ne vem, če je kdo prinesel. Upam, da se vam ne mudi naprej, da se boste ustavili še malo, vsaj malo se še podružil in pokramljal z nami, tudi po koncu programa. Na vrsti je zadnja točka. Pesmi Vrba in Lastovka nam bosta predstavila zakonca Metka in Luka Harej, ki v svojem življenju povezujeta različne zvrsti kulturne dediščine in veseli smo, da ju lahko ponovno poslušamo v naši sredi. Metka in Luka, dobrodošla. Kjer hiša mojega stoji, očeta, da pokaže jame iz tvojega sveta. Speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača. Vse, kar srce si sladkega obeta. Bi ne bila, bi vera vse be vzeta. Ne bi viharjev notranjih bi igrača. Zvesto srce in delavno ročico za dotok je. Nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico
Približni so se tvaroval svet Marka. Približni so se tvaroval svet Marka. Zvesto srce in delavno ročico za dotoki je. Nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Hvala. Lutnja je ubita, ugasnil je čas. Ogenj je izgubil svoj jaki obraz. Strmo uporno gre trpki mir, v srca se useda, neba ni nikjer. Takrat zaihtiš za tisoče ljudi. Takrat zaihtiš in to še nisi ti. Vate pride drobna ptica in ona bridko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Spominjanje je trudno, današnji dan boleč. Mislit, kaj še pride, je več kot odveč. Tesnoba je povsod, kjerkoli vase ozreš, in najbrž si nikoli do kraja ne prispeš. In ihtiš za tisoče ljudi. Ihtiš in to si tudi ti. Vate prišla je drobna ptica in ona bridko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Morda zato izbrala ravno je srce, ker tam je toplo, zato ker smo ljudje. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Hvala.
Bravo, Metka in Luka Harej. Hvala še enkrat vsem nastopajočim, našemu osrednjemu gostu. Hvala tudi vsem, ki ste karkoli pripomogli in so oblikovali današnji dogodek. Gospodu župniku, veteranom, gasilcem, skavtom, lovcem, ženam, vsem, ki ste tudi kljub tej vročini v vaših uniformah pokazali skupnosti, društvo, ki mu pripadate. Hvala tudi vsem, ki se niste kazali v ospredju, pa ste v bistvu naredili glavni del. Tukaj imam v mislih predvsem Tonita in Jernejko Harej, ki sta vse skoordinirala in zrihtala. Hvala tudi tisti učiteljici, ki je napisala misli za uvod. In vsem, ki ste sodelovali tudi s tem, da se bomo zdaj lahko še ustavili, se malo posladkali, se ofrišali, tako da zdaj je pa res temperatura lihta prava, tako da se nam ne mudi domov. Vsi ostanemo tukaj še in res ne iti domov. Nekaj smo pripravili za vas in sicer v sodelovanju s gospodom Severinom Dopliharjem, ki je prispeval breskve, lokalnimi vinarji, ki so prispevali belo vino. To sta dve stvari, ki jih imate tukaj v izobilju in to vam teče po krvi, ne? Tako breskve kot vino. Meni pa zadnjih 16 let. Skratka, midva z Lukom sva pa to skupaj spravila in vas vabimo na eno hladno bovlo tukaj zadaj. Hvala, Metka, še za to osvežilno presenečenje. Naj po vseh domovih jutri plapolajo slovenske zastave in naši otroci naj občutijo, koliko ponosa in ljubezni do domovine premore srce do Romberškovca, Ruječkovca, Prvačkovca, Slovenca. Brez Slovenca ni Slovenije. Čestitke ob dnevu državnosti.